bitja moja. Ne vidi, no. Hello, dragi moji, oglašam se ponovno iz svojega prestola in vam sporočam, da je na vrsti nov video iz True Crime, ki ste ga izglasovali vi. Ne vem, koliko ljudi ve za ta primer, tako da dajmo se dotakniti bolj takih in ta je eden izmed njih. Spet govorimo o dojenčku, kakor verjetno živite iz naslova in nedolgo nazaj, na par True Crimeov nazaj sem tudi govorila o dojenčku in to ni bilo namerno, to je popolnoma spontano nastalo, ker sem ta primer slučajno nekaj zasledila, padel mi je v oči, poglobila sem se in naredila sem zdaj video. Ni to neka serija nova mojih samo dojenčkih pogrešanih. Tako kot so itak vsi srce parajoči. Rada bi rekla, da je rešen, ampak se mi zdi, da je še vedno samo recimo rešen, delno rešen in da sem dojela, da se skozi vrtim, če sem na tem stolu pred kamero. Moram se odvaditi. V glavnem, rada bi slišala vaše ideje, kaj razmišljate, kaj mislite, kakšna bi mogla biti kazen, kaj je kdo naredil, kaj kdo mislite, da ni naredil. Itak dokazi, ker jih je, noben ni zelo jasen in noben točno ne določi, kaj se je zgodilo, tako da najbolje gremo čim prej v zgodbo. Celotna zgodba, o kateri mi bomo danes govorili, se je zgodila v zelo majhnemu mestecu imenovanemu Carlisle v Ohiju. Šteje samo približno 5000 ljudi. To mogoče že nakazuje, da karkoli se zgodi v takem mesecu, definitivno ljudi vejo. Zgodilo se je pa to dekletu. Punci Brooke Skylar Richardson, torej družina Richardson je bila to, njen brat je bil Jackson. Starša pa sta Kim in Scott Richardson. Kim, predvsem njeno ime si zapomnite, torej njena mama od Brooke je Kim in je pomembno, ker bomo kmalu videli. Navzven so bili popolna ameriška družina, perfect American dream family. Brat je bil nogometaš, ona je bila navijačica, se pravi Brooke Skylar je bila navijačica, ker je živno čisto res filmska fora, pa ne samo navijačica, bila je flyer. Flyer se pa reče tistim puncem pri navijačicah, ki dejansko vse čas skačejo v zrak, torej ene mečejo, druge skačejo. Veste ziher, o čem govorim, in ona je bila ta flyerka, zaradi česa se govori, da je imela tudi toliko neskončno pritiska na sebe, kar se tiče svoje telesne teže. In to tukaj igra ogromen pomen v celi zgodbi, ker ona je imela hude motnje prehranjevanja, imela je prav bulimijo določeno. Rečeno je, da naj bi starša nudila veliko neke pomoči in da naj bi se ukvarjali s to stvarjo, ampak tekom zgodbe boste ugotovili, da definitivno niso bile stvari v redu. Ne je bil njen zunanji izgled izredno pomemben, predvsem kar se tiče teže, ravnega trebuha. Njena mama kasneje opisuje, da je ta njena bulimija diktirala 95% njenega življenja. Da na eni točki se ona ni želela kupiti zvečilnov, ker so imeli, ne vem, 4-5 kalorij. Nekaj časa tam do leta 2016 je dejtala fanta tako imenovanega Trey, pa novega fanta Brandona, pa da se to sliši mogoče brez veze, ampak je dokaj pomembno, torej z letom 2017 je bila z Brandonom in Brandon je bil res všeč, bil je tak ful visok, ona je taka mečkana in sta v bistvu bila soliden, simpatičen par. Takrat se je tudi začela nasploh v njenem življenju spreminjati to, kako je začela doživljati hrano na nek način, oziroma vsaj drugi so to videli na ta način, so rekli, deluje bolj zdrava, deluje bolj srečna, začeli so hoditi na počitnice. Tukaj vidite njo na počitnicah in mama in oče tukaj pišeta, izgledala je zdrava, kada ni bila več toliko suhcena, ni se več toliko obremenjevala, normalno se je prehranjevala, normalno je jedla in glede na to, da je bila očitno tudi zdrava svojemu fantom, so bili vsi zelo zadovoljni, kar se tega tiče. In ker je bilo vse tako lepo in tako lepo je potekalo, tudi kar se tiče s fantom, je bila mama tista pobudnica, ki je rekla, kaj pa če šla ti na kontracepcijske tabletke. In Skylar, jaz se bom kar Skylar klicala, ker mi bolj zveni, pa mislim, da je tudi drugi bolj, kot ne Skylar kličajo, torej ona se je s tem strinjala in rekla, ok, gremo to zrihtati in sta šle skupaj z mami vsaj do dejanskega ginekologa, ne vem, a se v Ameriki drugače kaj reče. Ona je šla pa potem jasno sama v to ambulanto, tako kot gremo tudi pri nas, pač še zmer, če te nekdo posprem, ne gre s tabo načeloma noter.
In ko je ona prišla ven, ko je mama pričakala vzunaj, torej Kim, bom kar tako uporabljala, Kim jo je vzunaj pričakala in se je videla na Skylar, da je jokala. Valjda je vprašala, zakaj, kaj je narobe, in Skylar je povedala, da je bilo to zanjo ful intimno, ful prvič pregled pri ginekologu, da je stresno, da je... In to je taka stvar, ki je na nek način čist verjetna, ne? Ker definitivno to ni prijetna izkušnja, sploh če nisi sproščen. Kaj je bil pa dejanski razlog, da se je Skylar noter začela nepotešljivo jokati, je pa to, da je izvedela, da je že mesece in mesece noseča. In itak je bila že toliko dolgo noseča, da se tle ne bi dali nič pomagati, nič preprečiti, tudi če to pač ni bila želena nosečnost. In valjda, dokler ona ni bila pomirjena, je bila noter v ambulanti, se je jokala in je tudi prepričala zdravnico, da naj nič ne pove njene mami, in zdravnica je to privolila. Se spet lahko začnejo pogajanja, a je to cool ali ne. Mislim, ni mogla povedati njeni mami, ker ona je takrat veljala za polnoletno v smislu, da se glede tega odloči sama, ali hoče, da to kdo zve ali ne, in to tudi pri nas velja in tako to je, kar se tiče nosečnosti. Ampak Skylar je tudi noter zdravnico prosila, to pa je tisti debatable, jo je prosila vseeno za kontracepcijske tabletke. In zdravnica se je odločila, da je te tabletke da, v smislu, da ko bo prišla ven in jo bo mama vprašala, kje so tabletke, bo rekla, da jih ima, ne. In to je tisti debatable, ker spet postane naprej v zgodbi pomembno. Edini pogoj zdravnice, da ji da tabletke, je bil pa to, da čez toliko in toliko časa pride nazaj na pregled, da preverijo, če je vse cool in da so pač v stiku, v kontaktu. Nisem omenila, izvedela je tudi to, da naj bi rodila v 10 tednih. Kar je pa še bolj noro, je pa to, da par dni za tem pregledom je sledil njen maturantski ples, torej prom night je imela. In valjda šla je s fantom, šla je z Brandonom, tukaj so slike in tukaj vidimo v bistvu Skylar. Že prej smo jo na počitnicah gledali in zdaj, ko jo gledamo tukaj v tej rdeči obleki, ki jo je kupila par mesecev nazaj, je tukaj skoraj kap zadela, v šoku je bila, ker je dojela, da je komaj spravila gor. In njen življenje se je tle vrtel samo okrog tega, kako bo izgledala, a bo v redu ali ne bo v redu. Z mamo sta imela konstantno samo te pogovore in te pogovore bom kazala na koncu, ker se mi zdi ena zelo pomembna teorija in zelo pomembno omembe, ker je grozljivo. Čez nekaj mesecev k njim domov, k Jacksonovim pridejo policisti, potrkajo na vrata in rečejo, da želijo govoriti z Brooke Skylar in da ni v težavah, samo da mora pa z njimi na zaslišanje. Očitno je tukaj prišlo do povezave med tisto ginekološko ordinacijo in pa med tem, da kje je zdaj ta otrok, kaj se dogaja. In so prišli poizvedeti o tem in so jo odpeljali na zaslišanje in Skylar je povedala vse. Ni bilo tle nobene hezitiranja, ni bilo nič prikrivanja, povedala je vse in povedala je, da je rodila. On July 14th, 2017. That's when their 18-year-old daughter admitted to investigators she secretly gave birth to a baby. I had to have a baby, and it wasn't alive. Skylar told police the baby was stillborn and that she buried the infant in the backyard. Takoj za maturantskim plesom je ona rodila v lastni kopalnici. Ta situacija je res, to ni bila situacija, da je bila ona sama doma ali kakorkoli, rodila je, ne vem kako je to sama šla čez, ne vem. Njen brat je bil takrat dobesedno samo čez hodnik v svoji sobi. Ko je rodila, ona trdi še vedno, da je bil otrok mrtvo rojen, da se ni premikal, da ni, pač bil je mrtvo rojen in ga je preprosto nesla ven in pokopala za hišo, namreč za hišo so imeli zelo velik vrt. Tukaj prijeta v igro starša, ko so ji valjda klicali na postajo, na ta zaslišanje, ko je ona že vse priznala, starša prijeta not, vidimo, da jo objameta, do neke mere jo oče še mogoče tolaži. Mama tukaj, njena reakcija je tista, o kateri bomo pa še malo govorili, ampak ona mogoče bolj omenja to, kaj bojo drugi rekli, vse je že v medijih, ker je groza. Ona ves čas govori sorry, I'm sorry in se opravičuje in nasploh ta cel njen karakter je tak prestrašen in podrejen in več o tem bomo govorili. This is the deeply poignant moment inside a police interview room when Skylar's parents learned the details for the first time.
Ona je tudi povedala, da je ta otrok bil od bivšega, torej od Treya, in ni bil od novega fanta Brandona, od tega visokega, od tistega prej, zato sem ga tudi omenila. How could that happen? I've seen her every day. I look at her, I talk to her, I hug her. This is what Skylar looked like at 3 months pregnant, again at 7.5 months, and then less than 2 days before giving birth. In tukaj se potem odpre to večno vprašanje, o katerem bomo tudi mi pa razglabljali, a je bil ta otrok mrtvo rojen ali je to samo ona rekla, namreč stvari so res fishy. Ona je hitek direkt lepo poslala k njim domov, povedala, kje je pokopala in naredila grob in vse to so normalno ga hitro poenajdli te ostanke in so jih valjda nesli na obdukcijo, da so potem to pregledovali in prvič ne moreš tukaj razbrati, ker je to tako majhno bitje, ne moreš razbrati, kako je umrlo in živelo ali karkoli že bilo, ampak lahko so pa razbrali na tej točki in so rekli, da je bil otrok majčkeno opečen. In na zaslišanju so šli v to smer, a pa si ga majčkeno poskusila, a si ga malo zažgala, a si ga malo zažgala z nečim, a si ga probala upepeliti. In to zaslišanje je toliko časa trajalo, da ona dejansko pove. Skratka, ona reče, ja, maybe a little, mogoče sem ga poskusila malo upepeliti, cremated, pač. Jasno, tudi ta prva obtožba karata grozna in potem je bila še ta druga stvar, ki so jo rekli, but did you hear some gurgling, v smislu, a pa res ni bilo majčkenega grgranja, nekaj, da si slišala od otroka, da je prihajal en zvok od nekega, da bi bil še živ in ona tudi reče, ja, there was a little gurgling, se pravi, s tem še na nek način skoraj da prizna, da je bil otrok tudi še živ. In zaradi tega se je tukaj začela neskončna zgodba po sodiščih in s čim vse bo obtožena in s čim vse ne bo obtožena. Začeli so se nerealni protesti okrog tam, kjer je ona po sodiščih hodila, pred hišo so jim protestirali, vsi so bili čisto zgroženi, zakaj ne dobiva večjih kazni, zakaj se stvar bolj ne vzame v roke, ljudje so bili pač res, vsi so se ukvarjali s tem primerom, vse je bilo povsod po medijih, res je bila zelo odmevna zadeva to takrat. That the prosecution may not have been so sure about this case. They clearly had some concern. Decision. So there was a real question about whether she could get a fair trial with all of the press surrounding this. I have never seen anything like this, I have to be honest. And it really makes you understand the part that social media can play. So the prosecuting attorney in this case did something, again, I have not seen and I do not think was the right thing to do in this sense. He made inflammatory statements pre-trial that turned out to be totally wrong. And yet that was picked up by local press and then amplified by social media. And he never corrected the record publicly. So there were terrible headlines that were printed that were completely wrong. Zatem je sledila nova obdukcija tistega trupalca in so prišli do ugotovitve, da otrok ni bil nič opečen. In tukaj se je nekako razvilo splošno prepričanje, da so njo toliko forsirali na teh zaslišanjih in toliko ji tudi podajali besede v usta, torej ta gurgling, ne vem točno kako prevesti, in pa burning oziroma cremating baby, da je ona potem imela tukaj ful lahko in simpel, da se je branila, da je rekla, ja, pač ja, dali so mi usta in če tega itak niste odkrili, ne, pač tega nisem naredila in nič, kar nisem naredila, ne bom več priznala. In potem je bila ona dolg časa doma, ne vem, zdržala se je zase, brala je knjige, želela iti naprej na college. V tej točki je bila tudi oproščena načeloma vsega. In še vedno je to veliko vprašanje obstajalo, a je bil otrok rojen mrtev ali ne. Tukaj pa obstaja še eno večje vprašanje, ki hočem, da pomislite, ampak ona ni vedela, kako bo otrok rojen. In predstavljaj si, da bi bil otrok rojen živ. Kakšen je bil njen plan? Kaj je mislila narediti? Kje je imela zibko, kje je imela oblačila, kje je imela potencialne druge starše, kje je imela idejo o tem, kako bo to, sploh kaj, bo prinesla dol otroka, by the way, lih rodila sam povem, ni imela plana, edina stvar, ki pa jo je naredila, je pa to, da je googlala, kako se znebiti otroka. In tukaj je spet en hud velik dokaz, da zdaj ali bi to naredila ali ne bi naredila, ampak je bilo to na njenem brskalniku in pač ja, spet stvar debate, kaj se je na koncu dejansko zgodilo. Potem pa še ena stvar, ki je pomembna omembe, je pa to, da ona je imela te tabletke, lih te tedne zadnje, preden je rodila, jih je dobila in
Rečeno je, da jih je tudi jedla in uporabljala. In potem takem lahko sklepamo, da je velika opcija, da skupaj v kombinaciji z bulimijo je možnost, da bi bil otrok mrtvo rojen. Ker je pa še vedno na nek način, če veš, da ga s tem lahko poškoduješ ali pa ne vem kaj, da spet, da nisi ničesar obtožen, je. To the doctor in April. You were already pregnant, and they gave you the pills anyway? They were prescribed to me. Mom called me to prescriptions ready to pick it up. So the doctor knew you were pregnant and gave you the pill anyway? I don't know. I guess. Za konec pa še ena stvar, ki načeloma pri tem primeru je drugi mogoče malo manj omenjajo, ampak meni osebno se zdi mogoče en glavnih stebrov, zakaj se je zgodilo, kar se je, zakaj se niso stvari bolj razpletle, ampak ta njena mama je res fenomen, ker tipičen primer narcisoistične osebe. Ona hčerke, torej Skyler, ni dojemala kot samostojne osebe in to je najslabša stvar, ki starš lahko dobi, naredi oziroma živi prek tega in ona je dojemala kot podaljšek sebe. Torej, kar njena hčerka naredi v bistvu ona, del nje. Če hčerka dobro zgleda, ona dobro zgleda. Če hčerka naredi nekaj dobrega, se ona počuti dobro. Če pa hčerka nekaj zafrkne, pa zafrkne njo. In tudi na tem zaslišanju je glavna stvar, ki jo mati izpostavil, ki mi izpostavil, je we had a perfect life, kao, da si pa to naredila, ne, mislim. Še bolj bi pa rada dala pozornost njune mesiče, ne bom vsega brala, boste imeli na ekranu, kar se pač razbere iz teh mesičev je, da tudi niso vsi, ker jih dejansko je, nisem mogla vseh najti, ker mama ji ne nudi podpore in tolažbe, ki jo rab in potrebuje otrok, ki ima take motne prehranjevanja, ker to je psihična bolezen in sploh ne govorimo o tem, da je Skyler po defaultu izgledala, tudi s 15 kilom več je izgledala še vedno super in zdrava. Tako kot prej, ki je bila mogoče kvečem presuha, ampak pustimo to. Mama namesto da bi rekla, super si, to je zadnja stvar, s katero se moraš obremenjevati, da bi nudila vso pomoč, ne, ona jo spodbujala. Ja, pojdi laufat, bolj se boš počutila. Ja, super, da si si 300 kalorij pokurila, super zgledaš, bravo. Pa še bolj nore stvari so to, da je dejansko noč po porodu oziroma ali isti večer, se ne vem, v glavnem, je Skyler Kim mami napisala končno Belly is gone, končno ga nimam več. Sprav prva stvar, ko ona se je znebila tega otroka, njena misel je bila, da nima več tistega odvečnega trebuha. Tukaj marsikdo špekulira, jasno, da je mama vedela za to, ampak ni, ker imamo tudi dokaz mesiča, ki so po pomoč dejansko iz ginekološke klinike so poslali po pomoč rezultate teh raziskav mami na e-mail in ona to naprej forwardira, kot vidite na ekranu, Skyler in reče, kaj da heck pomeni ta pregnant. In se Skyler razlaže, da ne ve, da bo poklicala in vprašala. Se pravi, mama ni vedela in mislim, da tudi do konca ona ni vedela, pač sklepam, da ni, no. Samo da je pač preprosto ves čas mislila, da govorita samo o hujšanju, Skyler je pa pač govorila nasploh o otroku. In tudi, ko ona dve govorita prek mesičev, se vidi vse, kar Skyler želi narediti, da je tako vzgojena, pač tako je okrnjeno, razmišljena in vzgojena, da vse, kar hoče, je zadovoljiti mamo. In če je Skyler žalostna in če se zredi za 2 kile, ne bo rekla, shit, zredila sem se, hočem zase izkušnjo, bo rekla, oprost, ker sem te naredila žalostno mami, kada je v bistvu del mami, kada je sam njena, ne vem, dlan na roki, nič drugega. Mislim, tako obupan odnos je in to je res tak čisto grozen mi je, no. Nje zdaj tiče je šla na lokalni college in je tudi pač oproščena je bila načeloma vsega, dobila je nekaj, za kar bi dobila, ne vem, 2 ali 3 leta, ampak je bila na koncu samo na tisti poboljševalni dobi za ne vem koliko časa in zdaj tudi dela, je normalno zaposlena in jo imajo vsi radi, tako da toliko o tem. Hvala, komentirajte, kaj mislite, jaz spet pametna ne bom, čeprav primer je čist na glavo obrnjen, tisto, kar mene najbolj ven vrže, je ta njun odnos in koliko je bila psihično Skyler zrušena in koliko ranjena oseba, da je tako razmišljala, da je bil bolj pomemben tisti trebuh, kakor potencialno živo ali pa mrtvo rojen otrok je meni itak nerealno. Tako da napišite, kaj mislite. V glavnem, ja, meni je vroče totalno. Zaenkrat zaključujem in se vidimo zelo kmalu
Alien Mama out, upam, da vam je bil video všeč. Aj, čau! Mua.